Finančna sredstva strani države, ki so jih namenili za obnovo mariborske knjižnice Rotovž, so bila s sklepom lokacijsko vezana in tudi pogojena. V čistopisu po seji Vlade Republike Slovenije za uvrstitev projekta ureditve Rotovškega trga in mariborske knjižnice v veljavnem načrtu razvojnih programov 2016 do 2019 je zapisano, da vsebina predloženega gradiva oziroma predpisa med drugim ne vpliva na pristojnosti občine. Kar ne drži, saj takšen sklep namreč občini, ukolikor želi pridobiti sredstva, pogojuje izvedbo. Kljub prizadevanju mestne občine Maribor za spremembo sklepa o umestitvi Rotovške knjižnice, ki ga je vlada izdala že leta 2008, država posluha za to nima. Izvedba projekta, takšna kot je bila takrat zastavljena, naj bi sedaj po nekaterih ocenah stala že več kot 25 milijonov evrov. Na Ministrstvo za kulturo smo naslovili vprašanje, v katerih primerih so še sklepe vezali na konkretno lokacijo in to ob nasprotovanju lokalne skupnosti, ki je želela izvesti projekt, za katerega se zagotavlja sredstva. Na ministrstvu trdijo, da je bil predlog oblikovan na osnovi predloga pobudnikov in ob strinjanju lokalne skupnosti, kar pa absolutno ne drži. Dejstvo je, da bi bilo bolj smiselno vezati sredstva na izvedbo projekta, kot si ga je zamislila lokalna skupnost, saj ta najbolje ve, kje bi bilo lokacijsko gledano najbolj optimalno umestiti knjižnico. Saj je bil takratni projekt, strinjan strani lokalne skupnosti iz mandata župana Kanglerja, ocenjen na več kot 35 milijonov evrov. Kot je videti, državno sofinanciranje projekta obnove knjižnice ni nujno samo pozitivno, saj v tem primeru vidimo, da lokalna skupnost posredno stiska v kot, da, če želi denar, izvede projekt, ki je dražji. To pa je z vidika avtonomnosti lokalne samouprave in tudi vloge, ki naj bi jo imela država, dokaj neposrečeno, morda za koga celo nesprejemljivo.